Pozdravljeni! Kakšna je razlika med Maxom Verstappenom in Charlesom Leclercem? Tistima dvema vodilnima voznikova po prvi tretjini svetovnega prvenstva Formule 1. V prvem delu sezone 2022 svetovnega prvenstva Formule 1 se je večino argumentov vrtelo okrog Maxa Verstappena in Charlesa Leclerca. In danes si bomo pogledali tiste bistvene karakterialne razlike med njima in skušali ugotoviti, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Namreč oba imata zveste navijače, ki so seveda prepričani v končni izid svojega favorita. Ampak karakterialne razlike so morda tisti odločilni faktor, ki bo prinesel do zmage enega ali drugega. Seveda potrebno bo preučiti tudi okoliščine, kajti karakterialna razlika samo po sebi ni ne prednost in ne slabost. A treba je razumeti, da določeni vozniki imajo nek karakter, ki se lahko v neki dani situaciji pokaže kot prednost ali obratno. Med njima je samo nekaj dni razlike, kar se tiče rojstnega datuma, a to ni tako pomembno. Namreč Max Verstappen je v Formuli 1 bistveno več časa. In Max je v bistvu že dokazal, postal je svetovni prvak, medtem ko Charlesa Leclerca ta preizkušnja še čaka. Oba imata sedež v prvovrstnih ekipah in tu ni več kakšnih izgovorov, da ne bi imeli, recimo temu, pravega bolida. A če sem omenil rojstni datum in tisto podobnost med obema voznikoma, je po veliki nagradi Monaka prišla v statistiko še druga podobnost. Namreč oba sta do sedaj v karieri dosegla 14 najboljših izhodiščnih položajev ali pole position. In marsikdo izmed vas bo sedaj malce čudno pogledal, kako? Saj ima Max 24 zmag, Charles pa le 4. In zopet dokaz, da statistika kot taka nam ne daje nekih gotovih rezultatov. Kolikokrat ste slišali tisto izjavo, da kolikor voznik zasede pole position, bo skoraj zagotovo zmagal. V primeru Charlesa Leclerca to ne drži in Maxa še manj. Namreč vidi se bistvena karakterialna razlika. Charles Leclerc je nedvomno talent, ki ima nekako prirojeno tisto hitrost na en sam krog. Vidi se tudi njegova primerjava, naprimer s Carlosom Sainzem mlajšim, ki na samih kvalifikacijah mu redko lahko sledi. A po drugi strani smo videli, da na 4 dirkah, ki jih je zmagal, je zmeraj vodil praktično od začetka do konca. Odšel je in nadzoroval dogajanje iz, recimo temu, varne razdalje. Medtem drugi strani Max Verstappen čisto nekaj drugega. Kolikokrat smo videli, da v začetnih fazah je Max Verstappen naredil napako, da je imel slabše kvalifikacije in nato se je skozi različne faze dirke prebijal naprej. Če se spomnimo samo finala lanske sezone, sicer kontroverznega, ne moremo mimo dejstva, da je Max Verstappen začel dirko v ozadju. In pravzaprav do zadnjega je verjel, da mu lahko uspe premagati Lewisa Hamiltona. Čeprav ni kazalo tega, pravzaprav do tistega zadnjega varnostnega avtomobila. In prav tu lahko vidimo tisto poglavitno razliko.
Max Verstappen je enkraten, ko se je treba boriti in predvsem boriti z ozadja, medtem ko Charles Leclerc je dober tam spredaj. Poglejmo malce, kaj se je zgodilo na zadnji veliki nagradi Monaka. Charles Leclerc je suvereno vodil in v drugih analizah smo obdelali, zakaj je vodstvo izgubil. A v trenutku, ko se je znašel praktično v gneči, je vsa njegova hitrost in tudi fokusiranje na samo zmago dobesedno izpuhtelo. Seveda, Max Verstappen ni zmagal velike nagrade Monaka, ampak prišel je na cilj pred Leclercem. A tu bi vas rad spomnil še na eno dirko iz preteklosti, ki je morda boljši pokazalec. Mislim, da se vsi mi dobro spomnimo velike nagrade Avstrije iz sezone 2019. Namreč Charles Leclerc jo je vodil kar večino krogov, dokler ga ni od zadaj dohitel in prehitel Max Verstappen. In seveda, tu je tista razlika med obema voznikoma, ki zna biti ključna v nadaljevanju sezone. Namreč vse bo odvisno, v kakšni situaciji se bosta znašla. Namreč, kolikor bo Ferrari sposoben Charlesa Leclerca postaviti tam daleč spredaj, bo zmaga skorajda zagotovo njihova. Ampak, kolikor bosta Max Verstappen in Charles Leclerc tesno skupaj, ali da bo Max malce v ozadju, zadeve ne bodo tako jasne. Namreč sam mislim, da ukolikor bo prišlo do nekega boja med obema voznikoma, bo imel Max Verstappen prednost, ker je po karakterju malce bolj agresiven in neizprosen. In morda se bo sedaj kdo izmed vas spomnil tistega malce neprijaznega nadimka, ki ga je imel Max Verstappen. Mnogi komentatorji in recimo jim strokovnjaki so ga klicali Crashtappen. Verjetno zaradi velikega števila trkov, ki jih je povzročil predvsem v prvih sezonah svoje kariere. A danes redko koga slišimo, da bi uporabljal ta nadimek. Verjetno zato, ker za svetovnega prvaka se kaj takega ne spodobi. Čeprav se Max v resnici ni toliko spremenil. Namreč dobil je samozavest, dobil je izkušnje, da ne dela več toliko napak. A to ne pomeni, da jih ne bo naredil. Po drugi strani imamo seveda Charlesa Leclerca, ki v tem medsebojnem boju izgleda, da je postavljen malce v podrejeni položaj. Namreč izjemno težko prinaša v tej sezoni domov rezultat. In tu lahko zopet primerjamo, koliko zmag je dosegel in koliko najboljših štartnih položajev. Mnogi njegovi privrženci bodo dejali, da ni zmeraj vse njegova krivda. Ampak iskati krivdo, ko se ne prinese domov rezultata, je po svojem tudi malce nesmiselno, še posebej, če si imel najboljši štartni položaj. Namreč zavedati se moramo, da v Formuli 1 se točke delijo v nedeljo in svetovni prvak postane tisti, ki jih ima na koncu največ. Sedaj, kdo je kriv, da nekdo ni opravil svojega dela, je samo iskanje izgovorov. Na koncu seveda štejejo rezultati. In zanimivo je v tej primerjavi, da izgleda, da prva tretjina, kljub težavam z zanesljivostjo Red Bulla, je vsa na strani Maxa Verstappena. In to upam, da se bo v prihodnosti spremenilo. Drugače bomo zopet gledali rahlo dolgočasno svetovno prvenstvo, kjer se ni zamenjalo v bistvu nič, razen barv tistih, ki se borijo. A mi, navdušenci, imamo radi kaj več. Imamo radi boje platišče od platišču do
zadnjega ovinka zadnje dirke. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.